Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Kaj je danes? Torek. Torek je, dajmo na hitro, samo ne, da gremo dalje z muziko. Danes bomo preverili seveda, kaj Zveza prijateljev mladine Maribor pripravlja za jutrišnji počitniški dan, sicer pa seveda glavna zadeva, Anja Škrlec, Anja. Da slišim. Danes mi dva podeliva še 2 prosta sedeža za Toto Street Food pojedino. Vrhunsko. Ja, pojedino, ki bo na trgu Leona Štuklja v četrtek ob 17. uri. Jaz predlagam, da se kar prijavite. Ogromno SMS-ov je mimo grede, da ne bo kdo pol gledal čudno pa bil jezen. Ogromno se vas prijavlja in tako je tudi prav. Street food in svoje podatke je treba poslati na 051 220 220 in to nemudoma. Tako? Zakaj bi drugi hodili jesti, če lahko greste vi? Točno tako. To je tako klasično slovensko razmišljanje. Ampak sicer lahko potem tudi ostali pridete, logično vabljeni seveda. Od četrtka do sobote, ključno soboto seveda. Tako da, dajmo akcija, mi dva pa potem malo pred 16. uro nekoga izžrebava. Ok, Anja, si pripravljena? Sem pripravljena. No, tako da boš ti kriva. Dobro, ja, glej. Ali pa boš ti tista, ki je nekoga osrečila in je. Ne? Raje to. To je tudi lepo, ne? 13 čez 12. ura, SMS, 051 220 220. Il profesore. Dober dan. Kot so rekli Jojoto, ne? V Italiji. Ja, Menda. Ja, kar nekaj nazaj že, ne? Ja. Tebi še zdaj govorijo. Ja, recimo, no. Jaz si gledal kaj nogomet čez vikend? Spomen, ki sem bil, če... Nisi ti fan Manchester United? Tudi, ja. Nekaj niso ravno dobro začeli, ne? Tudi končali, ne bo, verjetno še nekaj časa. No, so pa jih premagali na pol naši, ne? Ja, vidiš. Hull City. No, vidiš. Je na pol naši, da razložimo zakaj, ne? Ja. In pač imajo istega lastnika, ko en Maribor. Tako da v bistvu je isti. Pa tudi trener je bil na pol naš, ne? Je njihov. Tudi, ja. Tudi je bil pri nas. Sergio. Ok, do z nogometom. Gremo k muziki. In sicer danes se bomo spomnili enega mega hita iz 80-ih, Dancing with Tears in My Eyes. To je ena tistih skladb iz 80-ih, ki zvenijo tako skoraj romantično, ne? V resnici pa je čisto drugačna stvar. Ultravox so jo izdali leta 1984, besedilo pa opisuje zadnje trenutke pred jedrsko katastrofo. In tudi video spod sledi te zgodbi, ne? Ja, pa ne dolgo naprej pa se je zgodilo. Točno. Pevec in frontman zasedbe Ultravox Mitch Ure v spotu izve, da je prišlo do nesreče v jedrski elektrarni in medtem, ko se vse to dogaja, hiti domov v družini, pa radioaktivni oblak prihaja in tako naprej. Mega srat. In 2 leta kasneje, evo Černobil. In pol je še skladba še enkrat dobila neki malo bolj, ne, Jesus. Mitch Ure bi lahko rekel, sem vam rekel, ne. Ja. Evo. In kljub 11 studijskim albumom in številnim singlom Ultravox nikoli niso imeli britanske številke 1, kar je kratko malo ena velika svinjarija, če mene vprašate. Je pa to uspelo Mitchu z solo kariero in hitom If I Was. In če si se kdaj vprašal, odkot ime Mitch Ure, je kar nenavadno, ne? V bistvu se vsako sredo popoldne to Sprašaš, ne? Zakaj Mitch je? Njemu je pravi ime James Ure. V njegovi zasedbi, prvi zasedbi Silk, so Jim obrnili in naredili Mitch. In iz tega je nastal Mitch pol. Ok, dobro. Ne. In iz Mitch je nastal Mitch, ne? Buchanan. Ja. Baywatcha. Mitcho Ura. Ja, recimo, ja. Tudi. Ok. Torej, skok leto 84 z Ultravox in Dancing with Tears in My Eyes. Srečo imamo, da živimo v digitalni dobi, kjer se lahko dokopamo do marsikaterega posnetka in hvala Bogu smo se dokopali do ekskluzivnih posnetkov, kako je nastajal slovenski jezik. Ne? Tukaj so namreč etimologi brez meja, Anton, Viktor in Alojz. Dajmo se spomniti,
kako je nastala še ena izmed mnogih čudnih besed. Poslušta, fanta, kako bi poimenoval grm ali nizko drevo z zdravilnimi rumenkasto-belimi cvetovi in črnimi jagodami? A misliš une, ki lahko z njih narediš krape? Pismo no, Viktor. Jaz vem, da je tvoj foter iz Murskih Črncov, ampak a lahko prosim nehaš s tem štajerskimi forami, no? Kakšnimi štajerskimi? Krap je krap in ko rečem krap, mislim bezgovega. Kakšnega bezgovega? Kva je to? Ja, to je ta grm. Moja mat je zmeraj govorila, da je to bezek. Pa se vama zdi to normalen, da kar takole sejemo te široke eje, kakor nam paše? Ja, seveda ne, saj smo vendar priznani akademiki, a ne? No, pol pa se dejta zresent, pa ne uletavita več z nekimi eji, ker uletaval si bomo potem za Bežigradom. No prav, pol pa jaz predlagam, da vrinemo en polglasnik in damo na glas na drug E. Bezuk. Kva pa vem, Anton, meni še veden zveni preveč mariborsko. No, pol pa jih dejmo totalno in dejmo 2 polglasenka in 2 naglasni mesti. Bezek ali pa bezek? Ej, fanta, a si nam šli uletavati za Bežigrad? Tanja Pajnkiher. Tanja Pajnkiher je naša sodelavka, novinarka, voditeljica novinarjev z celega sveta v bistvu. Ne? Znana je tudi po svoji rubriki Fajn je vedeti s Tanjo Pajnkiher. Tako. Okay, trenutno je ni v službi, Nije. ne? Mora doma čuvati lepo. Ja. Ampak seveda to ne pomeni, da je slučajno za kak moment kdo na tem radiju na njo pozabil. Nikakor. Nikakor ne, veselimo se že njenega prihoda nazaj, če se bo zgodil. Seveda se bo. Upamo, da. Ampak jaz sem se spomnil na eno izjemno pesem, Anja, ki je, mislim, da ne vem, če si jo ti že sploh slišala. Jaz in Marko Fras sva ustvarila eno izjemno skladbo posvečeno samo njej. Res? Ja. Tega pa še nisem slišala. No, tako da, če si pripravljena, Sem. bi se dali spomniti, torej Marko in Tomaž, pesem o Tanji. Dober dan, z vami sem Tanja Pajnkiher. 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 Z vami Izjemno. To pa je bilo zdaj Vse pohvale, bravo. ekstremno čustveno. Nisem vedela, da ste tako nadaljena. Ja, pa ta spomin na Tanjo, to je, veš, s takimi Fantastično. skladbami. ki Upam, te da je zdaj slišala to. Srce te, ne, not trofi. Tanja, o Tanja, lepo bodi. In seveda, verjamem, da že veste, mi vemo še kako dobro, včasih nam pač ne rata. Ja, Ne? Se To zgodi da. in je pač ekstremno zabavno.
Še bolj zabavno pa je, ko ne rata jegru. In dajmo se malo spomniti enih par utrinkov, ko mu ni ratalo. Hkrati pa mestna občina Maribor napoveduje dodatna vlaganje v urbano opremo, kot so klopi in košim, za kar je letos predvidenih približno 30.000 evrov. Tako, Klopi. ceke in kante bojo nakupili. Tako. Recimo tudi to. Razmislite. Dajmo Matija. Ali pa... Dobro jutro, z vami sem Matic Jegrah. Kaj te Nekam to? arabski svet. Ali pa to. Minuta če 6 je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeder. Nekaj, ne? Jeder. Ja, vidiš, ko je zgodaj, je hudič, ne? Včasih, ne? In zakaj se o tem pogovarjamo? Zato, ker mu tudi danes nekaj ni najbolj ratalo, no? Zastoj na Štajerski avtocesti, dolžina zastoja 6 km, zamuda pa 6 minut. Sicer pa tudi... Kamera je bila to, stara vikinčka, ne? Urda, 6 krivr. Sicer pa tudi predmet na vsišču. Ola rekel, nup, pa se nuper, V ledeno morje. Pardon. Hvala, ne, Jeger. Tudi smeh izjemen. Ja, za te momente držimo pesti, da bo jutri enako. Ne? Ja. Bomo se lahko spet malo narežali. No, te pa gremo, Anja, servus, si zraven? Sem pripravljena. Okay. Ta četrtek, torej smo rekli na trgu Leona Štuklja, Street Food Maribor Summer Closing, mednarodni kulinarični festival, festival, ki na izvrsten način v bistvu zaključuje nekako poletje, ne? In tudi letos za vas pripravljamo toto street food pojedino, ki bo ta četrtek ob 5, torej velika miza, vse boste lahko sprobali, spili tudi in seveda danes tudi in jutri in še kdaj talamo malo te zice za Tako. pojedino, ne? In tokrat sva midva šla žrebat in bila je izžrebana Jasmina. O, Jasmina! Bravo. Ja, Jasmina, povej, ti bi šla malo na toto street food pojedino, malo Ja, sprobat, seveda bi pa sem šla. pa tja. Dobro. Si že bila kdaj na Ja, vsako street leto food obiščemo. festivalu? Ja, seveda. Ja, pa super. Seveda, ne, pa samo dol po štantih, Tako. vsaki dan 4, pa pol počasi nekako skozi priješ, ali pa 5. Ja, te pa polen teden dosti. Tako, pa samo voda, ne, pa na pohore, Ja, tako, vsaki dan. tako. Jasmina, eno fajn igro imamo za tebe, za ta dva prosta sedeža, imenuje se kulinarični popotnik, namreč midva ti bova zdaj zanjo predvajala posnetek, ko Matic Jeger razlaga, kje je bil, ko je jedel neko določeno stvar, ki bo seveda tudi na trgu Leona Štuklja. Okay? Dobro. Si pripravljena? Sem. Evo, te pa prisluhni, pa potem bom te jaz vprašal, v kateri državi torej je bil Matic Jeger. Izvoli. Na krožniku so bili na milimeter natančno narezani praženi riževi rezanci, ki so se potem čudovito zlili z hrustljavimi arašidi in svežimi kalčki. Vmes noter je bilo ravno prav pečeno piščančje meso, pa jajce in potem še omaka iz sladke tamarinde. In za konec pol še malo vroči oziroma pikantni čili, tak cikne teda. In ko sem na ulici užival v tej jedi, sem zraven opazoval brhka, mlada, visoko rasla dekleta, ki morda to niso. Kje sem bil, ko sem jedel to? Jasmina. Bo šlo, kaj praviš? Jaz mislim, da bi moče bila kakšna tajska. Ja, pa bravo! Seveda, bravo, Jasmina, s tem zadnjim namigom te je kar prepričal, moram reči, Ja, to ne? je bilo to, ja. To je bil glavni namig. To je bilo odločilno. Bravo, Jasmina, evo, tako da tudi dobrote z Tajske boš lahko poskusila, ne? Tako da super, če slučajno še nisi, čestitke, evo, se vidimo v četrtek ob 17. na toti street food pojedini. Super, najlepša hvala.
Lepo vodi, Jasmina. Enako, tudi vi, hvala lepa. Adijo. Dio, Jasmina. Čau. Evo, Jasmina je zrihtala. Tako? Okay, tako da ima planiran četrtkov popoldan, sicer pa novo, kako bi rekel, niso to karte, ne? Novi zici. Nova priložnost za vas, seveda spet jutri od 5:30 naprej, ampak to ne pomeni, da se ne morete prijavljati. Tako da kar dajte, kar pošljite, kar prijavite se, ker žrebamo med vsemi, ne samo tistimi, kaj pošljejo v zadnji moment. Tako. Nič 5:1 220 220, vsaj svoje ime pripišite in street food zraven izte že v žrebu.